Čeprav mnogi navdušenci Formule 1 nimajo radi sistema DRS, pravzaprav zaradi pravil, katerega omejujejo njegovo uporabo, je ta sistem, kar se tiče z aerodinamičnega vidika, izjemno zanimiva zadeva. Dosti več od tistega, kar si lahko marsikdo predstavlja. Namreč po večini si lahko mislimo, da gre le za to, da se spremeni tisti kot pomožnega profila na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, a več kot to. A začnimo raje po vrsti, da bomo razumeli, zakaj gre. Namreč ločiti moramo med tistemu, kar je laminarni zračni tok in tistemu, kar je turbulentni zračni tok. Enostavno povedano, ukolikor se vozimo z avtomobilom po cesti in smo na sopotnikovem sedežu, lahko iztegnemo roko skozi okno. Ukolikor jo damo v tej smeri, čutimo, da nas zračni tok boža po zgornji in spodnji strani dlani. Seveda gre za laminarni zračni tok, kjer ta tok, ko trči ob oviro na široko, lepo gre okrog vse oblike. No, to vidimo na raznih skicah, ko vidimo kakšne aerodinamične študije kot vzporedne črte. Ukoliko spremenimo kot na široke, naprimer proti 90, ta zračni tok, ko trči ob hrbtno stran dlani, lepo počasi z malo večjim uporom zdrsne čez rob, a tu zadaj ne more zapreti tistega žepa, ki ga je ustvaril, nastane turbulentni zračni tok. Ta zračni tok se začne vrtinčiti. Zakaj je vse to tako pomembno? Predvsem zaradi tega, ker v turbulentnem zračnem toku Bernoullijeva enačba ne velja. In Bernoullijeva enačba je tista, ki nekako pojasnjuje aerodinamični oprijem Formule 1. Seveda, prvi, ki so izkoristili ta princip v zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju Formule 1 na ravnini, so bili pri McLarenu. Leta 2010, bolid je bil MP4-25, govorimo o tistem sistemu, ki so ga novinarji poimenovali F-Duct, pri McLarenu je bil znan pa kot R2V80. Šlo je za to, da so vzeli zračni tok na začetku bolida, uporabili zanko, ki je dovoljevala, da ima voznik hlajeno kabino, in speljali to cev proti zadku, proti zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. In seveda, tisto o hlajenju vozniške kabine je bila samo zanka, kako sistem uporabiti in kako ga upravljati. Tista luknja, ki je služila za hlajenje v navednicah, ni bila nič drugega kot stikalo. Namreč pravilnik še danes veleva, da aerodinamični deli bolida se ne smejo premikati pred vožnjo, morajo biti fiksni. Ukolikor bi dali kako loputo, bi bilo to takrat proti pravilu. Tudi danes je to proti pravilniku, razen sistema DRS, kateri je izrecno dovoljen. No, zato so naredili to luknjo, katero je voznik z roko oziroma z nogo zaprl. Ko je zaprl, je usmeril zračni tok proti zadku in na zadku, če pogledate fotografije, je bil ta pomožen profil povezan s tisto strukturo pokrova motorja v tistih sezonah. No, ta zračni tok je prišel skozi profil in je šel na zadnji strani ven. In s tem, ko je prišel ven, je nekako odlepil ta laminarni zračni tok iz spodnje strani profila, tako povzročil turbulenco in s to turbulenco nekako porušil tisto ravnotežje. Praktično ni bilo več aerodinamičnega oprijema, kar ni bilo važno na ravnini, ampak tudi upor je bil s tem manjši. In z manjšim uporom se je zvišala končna hitrost. Končna hitrost po ocenah je bila nekje do 7 km/h, višja od tiste, ki so jo imeli prej. Sedaj pa bomo razumeli, zakaj je to tako pomembno in kakšna je zveza z sistemom DRS. Če si predstavljamo tisti zadnji aerodinamični stabilizator, vidimo, da ima več profilov, ima enega glavnega in več manjših nad njim. Seveda več manjših odvisno od proge, odvisno od konfiguracije, a bistvo je, da ni en sam. Kajti pomembna je tista reža. Kot se spomnite, na začetku sem pokazal, da je tisti kot roke izven okna pomemben, da ne rata turbulenca za njim. No, ukoliko si predstavljamo to režo, vidimo, da lahko tudi tisti zračni tok, ki gre nad glavnim profilom, usmerimo za pomožne. In s tem, ko ga usmerimo za pomožne, nekako zakrpamo tisti žep, ki nastane, če pride ta kot previsok. No, in prav s tem
je razloženo, zakaj sistem DRS deluje. Namreč, s tem, ko s tem sistemom dvignemo ta pomožni profil, je res mu zmanjšamo koper, ampak tudi povečamo režo pod njim, med glavnim profilom in pomožnim. In s tem, ko se zveča ta reža, ta zračni tok, ki gre nad glavnim profilom, ne gre za pomožnega. Nekako dovoli turbulentnemu zračnemu toku, da nastane za tem pomožnim zračnim profilom in podobno kot pri F-daktu, prav tako poruši tisto ravnotežje, zmanjša se aerodinamični oprijem, ampak zmanjša se tudi zračni upor. Seveda, DRS, Drag Reduction System, je bistveno bolj učinkovit kot F-dakt. Več razvoja je, s pravilniki, dosti bolj, definirana zadeva. In če primerjamo oba sistema, tako kot so izračunali inženirji, je F-dakt imel približno 65% učinkovitosti, ki jo ima danes sistem DRS. To pomeni, da je današnji DRS približno na ravnini vreden 15 km/h. Seveda, ne govorim tu o pravilih uporabe, ampak o aerodinamičnem principu in mislim, da je kar lep primer, da vidimo, zakaj je pomemben laminarni zračni tok, zakaj je pomemben turbulentni zračni tok, razni vrtinci, ki jih vidimo drugod na bolidu Formule 1 in kako vse skupaj na enostavnem primeru deluje. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.